Z današnjim dnem v veljavo stopajo odpovedi soglasij za nadurno delo zdravnikov, kar bi lahko že v nekaj tednih povzročilo razpad javnega zdravstva. Premier Robert Golob pa medtem pozira s prvo konkubino v državi. Gledate Odmev tedna, dogajanje bo tokrat za vas komentirala z odgovornim urednikom tednika Domovina, Tinom Mamičem. Tino, pozdravljen. Zdaj, za začetek mogoče bi se ustavila pri tej fotografiji, ki jo je Tina Gaber objavila na svojem Instagramu. Zdravstveni sistem nam poka po šivih, razpada, zdaj s 1. marcem dejansko tudi zdravniki uveljavljajo odpoved soglasij za nadurno delo, premier pa medtem kot mi trenirkarji nekako pozira javnosti. Ja, to že ta izraz trenirkarji, ki ga je ona uporabila, kaže, da niti ne pozna dobro. Trenirkarji je v bistvu slabšalni izraz. Ne gre za neke športnike, ampak gre za v bistvu večinoma priseljence iz nekdanjih republik, ki grejo tudi, ne vem, v šolo ali pa tako v trenirki, in zato se jih je oprijelo ime trenirkar. To je v negativnem kontekstu je to. Zato potem, da sam sebi rečeš, da si trenirkar, kaže pač na neko neizobraženost. Konkretno ta fotografija in ta post, ta objava, pa kaže tudi na nepoznavanje osnovnih pravil PR-ja, torej stikov z javnostjo, za politike in bontona, ker ti se ne smeš nikoli dati fotografirati v neki, ne vem, brez obleke ali pa, ne vem, do pasu gol, v kopalkah. Brez obleke, no. No, ampak v telovadnih copatih, v trenirki, v nekih takih čudnih pozah, nikoli se ne smeš, recimo s kozarcem vina, se ne smeš nikoli fotografirati. Če se le da, se temu izogneš. To je pač pravilo, tega si ne jaz izmišljujem. In zdaj, da greš potem v bistvu tako stvar objavljati, je to slabo. Ker recimo, to je zato, ker ko pride potem neka težava in te objavijo tvojo fotografijo, potem objavijo tisto, ki je najbolj komična, ki je najbolj smešna. Spomnite se recimo Bandla, ko se je dal fotografirati v tistem bazenu, verjetno je bil tudi malce opijen. Bandeli, ja. No in kako je potem, ko je on odstopil, je ta fotografija dobila nesluten razmah. Tako da to je pač zanimivo, da se niti toliko ne pozanima o tem, kaj dela. Ta je vendarle nekoliko manj sporna, ampak vendarle, če gremo naprej, taj 7. teden že stavka zdravniki, mesec in pol traja zdravniška stavka. Prišli smo do točke, do katere nismo verjeli, da bomo. Prišli smo do točke, ko dejansko veljavo vstopajo odpovedi oziroma odpovedi soglasij za nadurno delo. In vlada je pripravila rešitev, izmensko delo, kjer naj bi pravzaprav nekako želeli s tem nadomestiti to. Sindikat opozarja, da jih hočejo zlomiti. Poglejte, kaj je o tem povedala zdravstvena ministrica. Ukrepi so nujni. Zakaj so ukrepi nujni? Zato, ker zagotavljajo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev. Kot veste, bo nekaj zdravnikov z 1. marcem umaknilo soglasja za opravljanje nadurnega dela. Zato se je na to vlada seveda morala ustrezno odzvati s ciljem, da bo zagotovila še naprej, da bo lahko zdravstveni sistem deloval kolikor toliko nemoteno. Zdaj, ministrica govori o tem, da je nekaj zdravnikov umaknilo soglasja. Uradne številke so nekje med 25 in 40% vseh zdravnikov, pri čemer je treba poudariti, da zdravniki starejši od 55 let teh soglasij nimajo, ker niso dolžni dežurati, prav tako ne zdravniki, ki imajo otroke mlajše od 3 let. In nekateri sodniki že prej teh soglasij niso imeli, tako da recimo govorimo o več kot polovici tistih, ki so dejansko soglasja imeli. Kako vidiš to situacijo z ministrico, ki pravzaprav govori, da je to nekaj soglasij? Če ministrica reče, uporabi podatek, navede podatek, med 25 in 40%, torej je to 25 ali to 35 ali to... Odvisno je po različnih ustanovah. Ja, ampak spet, to je pač nek
podatek na pamet, s katerim si ne moremo pomagati. To je prva stvar. Druga stvar, pri tej vladi se ne moreš zanesti na nobeno besedo, na nobeno izjavo, ki jo kak minister poda, zato ker se naslednji dan lahko premisli in reče, da ni mislil tako. In zdaj pri tej ministrici je prav značilno, da se zapleta v neke izjave in da daje izjave brez vsakega pomena in da ne odgovarja na vprašanja, da pobegne z tiskovne konference, da namesto, da bi šla na sejo vlade, gre, mislim, da je šla na smučanje. Potem je celo prekinila smučanje, da bi prišla na pogajanja. To je v bistvu ta zunanji znaki, da vlada ne opravlja svojega posla. Vlada ne opravlja svojega posla, ker je opravilno nesposobna, ker ministri ne vedo, kaj morajo narediti. In to je kot vsak direktor, ki ne obvlada svojega posla, potem vsako pismo, vsak dopis, ki prije z nekim problemom, ga potem da na stran. In potem imaš recimo direktorje, ki imajo po pol metra recimo teh nerešenih stvari na mizi in jih samo odlagajo. Vsako stvar, ko pride, jo odloži. Ker to je psihologija, to pač prvič, ko priješ do nekega težave, rečeš ni težave in negiraš problem. In oni to delajo in še vedno delajo in zato je prišlo. Mene v resnici ni presenetilo, da smo prišli do te točke, ker bo moralo priti še bolj se bo treba, morali bomo priti še bolj do dna. No, to dno recimo se nam utegne zgoditi nekako v 3 tednih, opozarjajo zdravniki, ker zdaj s 1. marcem vstopajo soglasja, zdaj na začetku bodo zdravniki še delali, normalno, ampak ne čez to mejo, 48 ur, kar pomeni, da nekje čez 3 tedne bo zmanjkalo zdravnikov za razporejanje. V nekaterih bolnicah, recimo konkretno v Celjski, so soglasje umaknili celo vsi zdravniki, razen, mislim, da direktorja. Torej, hkrati pa ministrica uvaja ukrep izmenskega dela, ki je kadrovsko še bolj zahteven kot prejšnji sistem. Tukaj ministrstvo pravzaprav vidiš to kot ministrstvo želi še porušiti zdravstveni sistem še pospešeno, ali kako razumeš to situacijo? Jaz mislim, da delajo to iz nevednosti, ker dejansko ne poznajo in potem streljajo v prazno. Potem recimo naredijo zakon nasploh, ko pogledamo, ko so naredili zakon o tem delovnem času, so kar na hitro pripravljeni, dali noter in potem je poln napak. In vsaka stvar, ki jo naredijo tako, vsako idejo, vsaka rešitev je nekaj na hitro narejenega in to je tudi zdaj. Gre bolj za to, da se v javnosti govori, kako bodo oni reševali in kako rešujejo in ker mediji to tudi pokrijejo, je to priročen model. Moramo pa vedeti, da je v ozadju nekaj drugega. Sicer prvič, probleme odlagajo in jih ne rešujejo. Hočejo recimo odložiti, zato z vsemi stavkajočimi se pogovarjajo o tem, da sicer pristanejo na marsikaj, ampak čez leto, 2, 3, 5. Samo zato, da se ta papir odloži in da ga ni več, da se pač nabira naprej. Tako da to je tisto, kar s čimer vlada ne more iti naprej. In zdaj obenem pa pljuva po zdravnikih, po šolnikih, po vsakemu, ki se jim upre, začnejo pljuvati. To je torej, ko je vlada bistveno zaostrila. Pogleda si še 2 izjavi ministrice. Veliko poslušamo očitke Fidesa, da se vlada z njimi ne pogaja, da nismo odzivni, da ne sodelujemo v pogajanjih. To seveda ni res. Velikokrat smo se srečali očitki, da zdravnikov ne slišimo ali da se pogajanj ne udeležujemo, ne drži. Ponudbe, ki jih je do zdaj vladna stran predlagala Fidesu, so zelo konkretne. Mislim, da so tudi velikodušne, vendar pa je tako. Če želimo priti do sporazuma oziroma najti neko ustrezno rešitev, se moramo pogajati oboji, tako vladna stran kot tudi Fides. Tako da še enkrat, kot sem povedala že velikokrat, Fides pozivam k zamrznitvi stavke, k udeležbi na stebrnih pogajanjih
predsednik vlade je jasno povedal v petek, da želi intenzivna pogajanja, ki bi se zaključila v roku 14 dni, tako da bi lahko v kratkem času prišli do rešitev v kolektivni pogodbi. Zdaj, katere so te velikodušne ponudbe vlada ne razkriva, ker je to del pogajanj. Trenutna stavka pa, kot spomnimo, poteka zato, ker se vlada ni držala že podpisanega sporazuma z zdravniki izpred leta in pol. Na vprašanje v Tarči, kako želijo zagotoviti, da bi se tega sporazuma držali, pa je ministrica povedala tole. Dali smo jim tudi določeno jamstvo, če se udeležijo, če zamrznejo stavko in se udeležijo stebrno pogajanj. To je neka pogajalska pozicija, ki je res... Odškodnina, tako kot pravijo? Ne govorimo o odškodnini, ker finančne posledice ne smejo nastati v letu 2024, ampak ponudili smo jim določeno jamstvo, ampak Fides je to seveda gladko zavrnil. Ampak kakšno jamstvo, gospa ministrica, kaj je to? Kot sem rekla, je to stvar pogajanj, tako da ne bi želela razkriti tega tukaj. Stavkajoči zdravniki pa so med tem jasni. Imamo sklenjena 2 sporazuma, katerih vlada enostavno ne spoštuje in tu smo se zataknili. Mi pričakujemo, da bo vlada svoje obveznosti izpolnila. Vlada pa hoče, da podpišemo 3. sporazum in to brez kakršnihkoli jamstev, da se bo tega pa ravno držala. In to za nas ni sprejemljivo. Vlada je z zdravniki že podpisala sporazuma s časovnico, ki se je premikala iz aprila 2023 na junij 2024 na 1. januar 2024 in zdaj ministrica pravi, začnimo se pogajati znova, ampak hkrati že poda, da finančne posledice ne smejo nastati v letu 2024, torej nov zamik za 1 leto. Kako se lahko sploh kdorkoli resno pogaja s takšno vlado? S to vlado se dejansko Fides niti ne pogaja, zato ker se ministrica ne pride na sestanke, ne pride na pogajanja, se ne udeležuje sestankov in obenem pa gre za to, če je neka pogodba, ki velja, ki je podpisana, to je pač znano pravilo v diplomaciji, kar je podpisano in tega ne moreš spremeniti. Torej, lahko se pogovarjamo o razveljavitvi, ampak ne moramo se pa delati, kot da tega ni bilo. In zdaj vlada se pa že dolgo časa dela, kot da ta pogodba ne obstaja. In zdaj se vprašam, pa zakaj imamo mi potem sploh zakonodajo, zakaj imamo uradni list, zakaj imamo stvari, ki jih rečemo, če je popolnoma vseeno, kaj podpišemo in kaj rečemo, če se tega ni treba držati. In če se to vlada ne drži, zato jaz popolnoma razumem Fides, da se noče pogajati o stvari, ki je že podpisana. Ker nimajo nobenega garancije, da bo dejansko tudi, če se spogajajo, kaj enostavno. Se ministrica pravi, kakšno jamstvo so, to je stvar pogajanj. Kako so lahko jamstva stvar pogajanj? Tudi, mislim, to, ko je ona govorila, zdaj, kakšen je povzetek teh, kaj je ona povedala? Ker zna kdo ponoviti. Nihče ne zna. Rekla je, da so dali jamstva in potem je govorila in se je izmikala in ni povedala nič. Torej, oni so podpisali in o tem se je treba pogovarjati, če ne, se gre na sodišče. Ne moramo zdaj tako, ko bi rekel, se pogovarjati z dneva v dan o stvareh, ki so dogovorjene. Zdaj, ne samo, da se vlada ne drži dogovorov, celo lahko bi rekli, da se še norčuje iz primarnih zdravnikov, s spremembo pravilnika o povečanem obsegu dela. Poglejva, kaj je v vroči temi povedal Janoš Klin na to temo. Zdaj, kako se vlada loteva reševanja zdravstva? Rekli smo, da je za njo zdravstvo prioriteta. V okviru te prioritete naj bi bila prioriteta osnovno zdravstvo. Vemo, da je zelo veliko naših državljanov brez izbranega osebnega zdravnika. In bil je program nagrajevanja prekomernih obremenitev v osnovnem zdravstvu. In kako se vlada loteva tega problema in kako ceni naše delo
Ne. To vam bom povedal na primeru pravilnika o nagrajevanju prekomernih obremenitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu Slovenije 7. februarja, v katerem se v bistvu program, ki je prej nagrajeval preseganje glavarine, kurativnih storitev in preventive. To pomeni, da je nagrajeval delo. Sedanji pa je ukinil nagrajevanje kurative in preventive. Zdravnik naj bi bil nagrajen samo za preseganje glavarine. To pomeni, da za vlado ni pomembno, ali jaz za vas nekaj naredim, ampak samo to, da vi mene imate na papirju. Je pa res, da cel zdravstveni sistem deluje predvsem zaradi tega entuzijazma zaposlenih, pa do neke mere seveda tudi potrpežljivosti pacientov. Skratka, še dodatno so pravzaprav prilili olja na ogenj s tem, ko so še primarnim zdravnikom, ki so prej za povečan obseg dela, mimogrede jih je takšnih več kot 90% teh zdravnikov, prejemali dodatek. Zdaj se ta dodatek bistveno manjša in kot pravi, se dobesedno norčujejo iz njih, češ da je zgolj na papirju, torej da je pomembno je zgolj na papirju. Smo spet tukaj pri nesposobnosti ali tukaj vlada dejansko bije prav razredni boj, recimo zdravniki? Gotovo, da je vlada začela se spravljati na zdravnike na v bistvu tak pritlehen način z žaljenjem in z širjenjem lažnih novic, širjenjem mržnje, govora mržnje, sovražnega govora, ki se lansira tudi preko provladnih medijev, ali pa preko tega klovna Jaše Jenulla. In v ljudeh opažam, da so ljudje začeli grdo misliti o zdravnikih, da zdravnikov ne cenijo več toliko kot prej. In to je v bistvu vlada, ker ni zmogla z argumenti, ker je pač prelomila svoje dogovore, je začela zdaj na drugačen način napadati te zdravnike, da bi v javnosti in v javnem mnenju ne bi imeli več take podpore. Zdaj, to je pa zelo nevarno, zato ker zdravstvo v Sloveniji je precej dobro. Tako razmeroma, ko pogledamo z drugimi državami, precej dobro funkcionira in to, kar naredijo za precej nizko ceno. Mi praktično ne plačujemo ničesar skoraj direkt, vse preko davkov in je precej velika košarica teh brezplačnih storitev je v okviru tega. In zdaj, na tak način, kot se vlada zdaj obnaša, bo po eni strani pognala precej zdravnikov v tujino, tja bojo šli seveda predvsem mlajši in predvsem boljši, predvsem taki, ki se obrnejo, ki znajo, in bo pri nas bojo ostali slabši. Drugo pa, ti najboljši, ki bojo šli, namesto njih bodo prišli pač neki iz nekih drugih držav. In če bo prišel iz kakšne slovanske države, se bo hitro naučil jezika in bomo rekli hvala Bogu. Ampak tudi te želijo prihajati. Ja, ampak jaz se sprašujem tudi, ali je medicinska fakulteta v Skopju, z vsem spoštovanjem, tako dobra kot v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je vendarle mislim, da še vedno med 500 najboljšimi, medtem ko neka univerza v, Sofiji pa ne vem, če je. Tako da bomo mi dobili kader, ki ne zna dobro slovensko in ki prihaja z slabših fakultet. In to, kaj se bo potem zgodilo, to, kar se počasi dogaja že zadnja leta, in sicer, da se obseg košarice teh brezplačnih storitev manjša in bo vedno več stvari treba plačati. Še posebej, ker ne bomo prišli na vrsto. Zdaj, omenjaš to negativno kampanjo. Včeraj je potekala Tarča na televiziji Slovenija, dobesedno, lahko bi rekli, s tem namenom. Osebno so se spravili na posamezne zdravnike, ki so v prvih vrstah Fidesa oziroma protestov oziroma stavke. In njihov glavni očitek je bil, da ti zdravniki, ker so opravili ogromno nadur, da so dobili tudi pač sorazmerno visoka plačila za to. Torej, edini očitek, ki so ga dobili, je, da so poleg rednega dela opravili še obilico nadur in bili za to tudi plačani, bodisi v svoji instituciji, bodisi nekje drugje. Zanimiva je pa potem bila situacija, ko so izzvali tega
klovna, kot mu praviš, ne, Jašo je nula, ne, kdaj je svoj SP pa odprl tako imenovana pradvoživka, ne, Dušan Keber, ki stoji ob boku Jaše je nula, ko oni rušijo še dodatno zdravstveni sistem. Pogledaj si še ta izsek, mislim, da je vreden ogleda. Jaz bi prosil, če povete javnosti v parlamentu, katerega leta je Dušan Keber odprl SP. To so že spet neki osebni napadi, pogovarjamo se pa o osebinskih stvarih, pogovarjamo se o sistemskih stvarih. Dupte se z njim, ga vprašajte to. Ne, vi povejte javnosti, kdaj je odprl SP. Vidite, to so pač nekaj te... Nočete povedati? Ne vem, pojma nimam, kdaj je odprl SP. Krepko nazaj. Kolikor jaz vem, je bil še zaposlen v javnem za zdravstvu. Izobraževanje, kar je druga dejavnost kot zdravljenje. Vse večina zdravnikov ima SP za izobraževanje. Prosim, samo ker se mi zdi, imamo pomembnejše stvari za pogovarjati se, kot take gostilniške debate. Zdravje. Skratka, ko gre za Kebra, je to osebni napad, ne, ko se opozarja na delo, ki ga dejansko opravijo, ne, drugi zdravniki pa je to razkrivanje korupcije v zdravstvu ali dvoživkarstva ali kakorkoli že temu reče, so tukaj dvojna merila oziroma kako to vidiš situacijo? Jaz mislim, da je tu vse skupaj postavljeno v nek napačen kontekst, ker tu se pogovarjamo recimo o medicini, ne, v končni fazi. Ne. Medicina je fakulteta, kamor pridejo najboljši po uspehu iz gimnazij, je zelo ozka selekcija, torej zelo težko pridejo res najboljši in potem študij velja za enega od najbolj zahtevnih, tudi v mednarodno primerljivo je kakovost visoka. No, in zdaj o tej stvari se midva sva novinarja in se lahko o tem nekoliko pogovarjava in izražava svoje mnenje. Ampak en zdravnik, ki je študiral in ki pozna, pa vendarle nekaj več ve od naju. Zdaj tam v Tarči je bila ministrica, ki v bistvu je ekonomistka in se je sicer ukvarjala teoretično z nekimi poslovnimi modeli v zdravstvu, tako da nekoliko pozna, ampak vse samo iz teorije, ne iz tega, da bi tam delala ali pa da bi to študirala, da bi poznala dejansko medicino, kaj zdravniki delajo, zakaj je njihova plača taka, kaj tvegajo, kakšne so poklicne bolezni in tako naprej. Ne. In na drugi strani imamo pa Jašo je nula, ki je, mislim, da diplomiran režiser, torej niti ekonomije, niti nikoli se ni s tem ukvarjal. Nikoli se zdravstvom ni ukvarjal, razen da je pač šel k zobozdravniku, ko ga je bolel zob. Ne? In zdaj, s kakšno kompetenco, s kakšno referenco ta človek prije na televizijo ali pa se postavi pred parlament in nam vsem soli pamet in govori, kaj bi zdravniki morali in kaj ne, in kateri zdravniki so dobri in kateri ne, in kakšne so dvoživke, da žali zdravnike, ne, s tem izrazom dvoživka, pa kdo za vraga je ta Jaša je nul? To mislim, da je tisti osnovni problem, ker se ne pogovarjamo o konkretnih stvareh, ampak se pogovarjamo kar naokrog, tako kot se pogovarjamo o nogometu v zadnji betuli za šankom. Pričemer, ne, je treba povedati, da tu se pogovarja človek, ki kot poklicno malo interpretira, ne, in skače z nekimi krilci in naokrog, ne. Medtem ko zdravniki, ne, so plačani za delo, ki ga opravijo. Torej, mi se še vedno pogovarjamo kljub umiku soglasij za nadurno delo, ne, 40 ur, torej polni delovnik od ponedeljka do petka 8 ur vsak dan, ne, plus še dodatnih 8 ur na teden, torej recimo bi rekla še cela sobota, in da samo da čez to zdravniki več ne bodo šli, ne, to nam marsikaj pove o tem, koliko dejansko zdravniki delajo. Ne. Prekipeva pa tudi kmetom. Ne, ja, mogoče samo to. Zdaj, spet, midva sva novinarja, midva nisva tista, ki lahko sodiva, koliko zdravnik dela. Ne. In to je v bistvu tisti osnovni problem. Ne. Jaz čist verjamem, da ima mogoče Jaša je nul tudi prav v določenih stvarih, da določeni zdravniki preveč zaslužijo ali pa da so določeni služijo, ne vem, s korupcijo. Imamo tudi primere korupcije pri zdravnikih. Tu nič ne negiram tega, ne? Ampak o tem se treba pogovarjati z dejstvi, z argumenti in s kompetentnimi ljudmi. O tem se ne moreta pogovarjati ekonomistka in Jaša je nul. Oprostite.
No, vsaj ministrica je, ne, če že za zdravstvo. Potrpljenja zmanjkuje ne samo zdravnikom, ne, tudi kmetom. Kljub temu je do zdaj protestiranje potekalo zelo mirno, ne, nismo imeli nekih hujših izgredov ali pa recimo polivanja gnojnice, kot smo bili recimo temu priča ne, v nekaterih drugih državah. Ne. Medtem je mladi kmet Žiga Kršinar ne, v naši oddaji Vroča tema opozoril, kaj dejansko med tem počela vlada. Pogleda si še to njegovo izjavo. Jaz sem bil navdušen nad tem, da so te protesti potekali zelo mirno. Vemo, da ni bilo nikakršnega ogrožanja ne prometa, ne varnosti državljanov, čeprav vemo, da so potem se sprejeli nekateri ukrepi o prepovedi vožnje traktorjev po našem glavnem mestu, ki se mi zdijo totalno nesprejemljivi. Glede na to, kako so protesti mirno potekali, sem bil takrat izredno ponosen na ta protest in sem mislil, da se bo nekaj premaknil, ampak sem potihoma slutil, da se bo zgodilo to, kar se je, da si je vlada pač kupovala samo čas. Oddaja Vroča tema je tako kot tista o zdravstvu že dostopna na našem YouTube kanalu, ki si jo lahko tudi po tej oddaji seveda že ogledate. Vlada je kupovala čas, ne, tudi pri kmetih, ne samo pri zdravnikih, ne, svet smo tam, kjer sva začela, ne, zgolj premikajo se stvari na en kup papirja, ne, rešitve pa nobene. Ja, po eni strani se odmika, se pač ta papir odlaga na tisti kup, po drugi strani se pa spet kmete zmirja in žali. Ne? Recimo s tem, ko jim oporekajo traktorje, ne? Recimo kakšna je cena traktorja, pri Slovencih je pač ta problem, da smo zelo občutljivi, ko gre za jeklene koničke, ko gre za zloščeno pločevino, ne? Zelo se zavedamo, kaj pomeni, ne vem, če v avtomobil vložiš 15.000 ali 20.000 ali 100.000, ne? In smo zelo ljubosumni na to in zato vidimo mi v traktorju pač neko limuzino, neko, ne vem, vidiš, recimo ima traktor, ima noter radio, je to že pregrešno, ne bi smel imeti, očitno. Ne? In zdaj, poleg tega, da spoznam tudi primere, ko so traktorje kupili, ker so morali tak traktor kupiti, ker je bilo pač po teh standardnih, dejansko je prevelik, ne? Za slovenske, ker so pač taki standardi. Tudi če, gledajte, on je itak kupil to s svojim denarjem in on to dela in tudi v končni fazi, pa če ga ima, če ne vem, ja, je to njegova stvar. Ne? Zdaj, tukaj se pa spet pač se na ta način kmeta ponižuje in to bo imelo posledice, zato ker bodo ljudje gledali grdo na kmeta, ne? Vedno bolj nevoščljivi in kaj se bo zgodilo, kmete se bodo začeli ravno tako umikati iz posla, kot se zdravniki celo umikajo in nam bo ostala potem to, da bomo jedli korenček z Nizozemske ali pa paradižnik z Nizozemske, ne, tam je dosti sonca, ne, tako da... Brazilija, ne. Ja. Zdaj, kmetijska ministrica, ne, ki je držala s kmeti, lahko rečemo, Irena Šinko se je zaradi tega morala posloviti, prišla je nova, Mateja Čarošić, ne, ki pa se v javnosti vsaj do aprila, kot pravi, ne namerava soočiti, zato je tudi ni bilo sem v ta studio. Ne. Poglejmo, kaj o njej povedo kmetje, ki so prišli. Odnos države, da za ministrsko funkcijo predvidi osebo, ki je do vstopa v politiko kuhala kavo v domačem bifeju, je to več kot norčevanje z kmetijstva. Torej, kmetijska ministrica bo čakala do trenutka, ko kmečka opravila na kmetijah dosežejo vrhunec, da bi šele potem recimo šla se pogovarjati. Kakšen je to odnos vlade? Ne, že prej smo videli, zdravstveno ministrico odide brez odgovorov novinarjem, kmetijska ministrica sploh ne pride. Ja, spet pač negira problem, dela se, kot da problema ni, oziroma miži, si zapre oči in potem misli, da tako kot otroci, ne, ja, pa ni, ne, in to pač ne bo pripeljalo daleč, ampak tudi kmetje bomo morali, tako kot zdravniki, stavka se bo morala zaostriti in potem bodo nekaj dosegli, ker vlada noče nič narediti, zato bo začela delovati šele, ko bo v stiski, da ji bo tekla voda v grlo, oziroma se ne bo več dalo. Ne? Zdaj, vprašanje, če ne bodo tem protestom, ki se bodo verjetno intenzivirali, da se ne bodo mogoče pridružili tudi
protesti množice navadnih državljanov, ne, ki bodo protestirali zoper vlado, ki se tako obnaša do kmeta in do zdravnika, ne, in lahko pride dejansko do teh demonstracij in tako naprej. Ne. Tako da vlada se tu pač igra z dejansko svojo lastno usodo. Zdaj, nadaljuje pa se pogajanja glede tako imenovane plačne reforme oziroma odprave plačnih nesorazmerij. Ta teden je vlada pripravila nek predlog, ga poslala sindikatom, ti so se zdaj zavili v molk do prihodnjega tedna, ko se pogajanja nadaljujejo. Ne? Nekaj stvari pa je vendarle znanih. Ne? Med drugim recimo, da naj bi izhodišče za najnižje plače bila minimalna plača, torej zdaj dejansko, ampak ne letošnja, ampak tista izpred 2 let. Kako razumeš pa tak vladni predlog recimo? Ja, tu je pač spet, ko imaš medije na svoji strani, ki sporočajo take novice, kot si jih ti želiš, ne, same pozitivne, tudi če ti govoriš neumnosti, potem lahko to narediš. Ne, in navadni ljudje niti ne razumejo in bojo rekli, ja, vse se je izenačilo. Tako ko so recimo ukinili prispevek za dodatno zavarovanje, dejansko so ga prenesli, ravno tako ga plačujemo, ampak oni to skupaj z mediji še naprej ponavljajo, kako so oni to ukinili. Ne? In isto je to. Ne? Zdaj bodo pač ta minimalna plača, ki v resnici ni, ker je pač tako stara, da se gremo na minimalno plačo iz leta 2012. Pol, ne? No, to že imamo nekje v teh pogajanjih. Zanimivo je tudi ta, ne? Vlada podaljšuje roke, dokdaj ne bi se ta zadeva izvedla. Ne? Govorimo nekje o 1,3 milijarde, pri čemer je to še znižano minimalno plačo, kar verjetno ne bo ostalo, ne? Torej verjetno ta strošek še višji. Ampak v naslednjih 5 letih, torej ti dvigi, ki jih recimo napovedujejo, ne, jih bo pravzaprav že vmes, preden bi se sploh zgodil, požela inflacija. Vlada nekako računa na nepismenost državljanov, ki ne razumejo, kaj je inflacija in kako delujejo davki, ne, ker med drugim tudi davčne lestvice vlada ne usklajuje, torej bo s temi višjimi plačami in neusklajeno davčno lestvico pobrala bistveno več davkov, ne, ker bo pač državljanom pobrala drugje. Hkrati pa protesta proti temu nekako ni videti, tudi sindikati javnega sektorja so zaenkrat še precej kooperativni. Ne? Jaz ne vem, če vlada res tako računa na povečanje davkov, ker je v resnici ne briga kaj dosti za davke. Ne? Jaz mislim, da gre tu bolj za odlaganje naprej, da se ne bo zdaj ukvarjala s tem, ne? Ampak čez 1 leto ali pa 2. Oziroma naslednja vlada. Ne? Ja, in je najlažje pač prevaliti breme naprej. Po drugi strani so bili pa precej velikodušni, ker 1,3 milijarde, to ni malo denarja. Ne? Tudi če bo inflacija visoka, se tega denarja ne da kar tako hitro izničiti, ne? Njegova vrednost ostaja. In javni sektor je dejansko tisti bazen, ki ni tak, kot so zdravniki ali pa kmetje, ampak tu gre za volivce Svobode in drugih levičarskih strank in to je treba pač nafutrati. Ne? In zato, ker treba javni sektor nafutrati, jih bo to Golob naredil. Ne? Javni sektor nikoli ni bil problematičen, zato so sindikati ubogljivi. In v bistvu to, kar očitajo sindikatu Fides, da je pod desnimi vladami bil manj agresiven do vlade, kar ni res, ne? To očitajo zdaj, to v bistvu je njihova napaka, ne? Ker dejansko Štrukelj je pa do levih vlad zelo blag in se hitro umakne, medtem ko pride Janševa vlada oziroma desno-sredinska vlada je pa pasji. Ne? Tako da... Dobivamo tudi novo pravosodno ministrico, ne? Tokrat ne bomo očitno čakali 3 mesece, kot je bilo v navadi pri tej vladi, morda zato, ker gre iz kvote socialnih demokratov. Ne? Čeprav so socialni demokrati ponujali Meiro Hot, se je Golob odločil za Andrejo Katič, ki pa je denimo na začetku mandata ni želel in je namesto nje izbral Dominiko Švarc Pipan. Zdaj Andreja Katič je preverjen borčevski kader, bila je že ministrica, kaj lahko pričakujemo od nje na tem mestu? Ja, ona je kot ministrica, bivša ministrica, ima reference, ne? Zelo dobre reference. Ko pa pogledaš potem malo bolj konkretno tudi njen življenjepis, pa vidiš, da v bistvu da je šlo pač za nek kader, ki se ga poriva naprej, temu se reče, da se je otrok rodil zlato žlico v ustih. Ne? Ona je recimo naredila je pravno fakulteto,
in je šla delati direkt na upravno enoto in v 2 letih je postala že šefica, ne? Direktorica te občinske uprave ali upravne enote. Skratka, v 2 letih, da narediš tako kariero, to je čista politika, lahko rečemo. Ne? In to so te njene kompetence in reference. Pač sama teorija, nobene konkretne zadeve. Ko je bila ministrica, je imela precej težav, ne? Tudi afere so bile, ne? Ki so še danes v neki meri nepojasnjene. In potem zanimivo je to, da ta ministrica, da se v prejšnjem krogu, torej takoj, ko se je vlada vzpostavljala, je bilo avtomatično, smo vsi mislili, da bo ona postala pravosodna ministrica, ne pa njena namestnica takrat. Ne? In to se je obrnilo, ker je Golob očitno to hotel, mogoče tudi je na ta način izigraval SD in mogoče na ta način tudi danes izigrava SD in v bistvu Meiro Hot, ki so najprej hoteli zamenjajo s Katičevo. Ne? Je pa res, da recimo, če se pogovarjamo o Meiri Hot ali pa o Katičevi, ko gledaš ozadja ene in druge, je vendarle ozadje Katičeve je pač zveza borcev in tu je bolj folklora kot kaj drugega. Tako da je to ozadje boljše kot pri Meiri Hot. Okay. Zdaj, če še pogledamo eno stvar, RTV Slovenija, ne, že nekaj časa imamo izpraznjeno mesto v upravi, ne, ta teden je Zvezdan Martič predlagal vodjo kadrovske službe Tino Gruden Marucelj, da bi to mesto popolnila, ampak je dobila le en glas, 10 glasov proti, 4 vzdržani. Ne, odločitev je tako bolj nekako kot njej, verjetno zaušnica Martiču, ki jo je na to mesto predlagal. Ne, opozarjajo pa tudi na neko novo matematiko, ki jo izumlja, ne, torej uprava naj bi z večino odločala 3 članov, ne, pa Martič nekako to tolmači, da sta že 2 dovolj. Ne. Kaj se dogaja na RTV? Ja, dogaja se to, da so vzpostavili popolno oblast in zdaj, ko imajo popolno oblast, ko imajo 100% v temu svetu RTV, česar nikoli niso imeli od leta 90 naprej, ne, so se začeli dajati med sabo, ne, so se začeli kregati med sabo, tudi zato, ker je precej tudi polpismenih ali pa opravilno nesposobnih ljudi, zaradi te negativne selekcije, prihajajo na vrh v bistvu slabi. Ne? In to je sicer globlji problem, zdaj v zadnji domovini smo o tem na široko pisali, o tej negativni selekciji, zakaj v športu zmagujejo najboljši, v politiki pa ne. In tu je nekaj podobnega. Ne? To je, ko potem prijo taki ljudje, se ne znajo niti dogovoriti, ne? Se ne znajo zmeniti, kdo bo kaj naredil, in potem imaš en tak enovit zbor, kot je svet RTV, ki je enako dihal, enako mislil, enako razmišljal, in potem šef v bistvu njim nekaj predlaga in so vsi proti. Ne? No, v ta kontekst lahko spada morda tudi novinarka Špela Kožar, ne, ki je prišla do rešitve za vojno v Palestini, ne, predlaga, da bi Slovenija proti Izraelu uvedla sankcije. Ne. To je tudi ena taka zanimiva domislica. Ne. Ja, tudi, mislim, tu gre za politični aktivizem. Ne. Če si ti novinar, ti lahko izraziš mnenje, ne, poveš, kaj bi bilo dobro za Slovenijo ali pa tako, in ga argumentiraš. Ne moreš pa pozivati, ne moreš pozivati na neko dejanje, ne? Lahko opozarjaš na določeno napako, ne moreš pa pozivati vlado naj nekaj naredi na tak in tak način. Ne? To je politični aktivizem in to je kršenje programskih standardov RTV-ja in novinarskega kodeksa. No, za zaključek, ne, da zaključijo nekoliko bolj pozitivno, ne, dobili smo ta teden prvi igrani film na temo druge svetovne vojne, ki pa ne poveličuje partizanskih dejanj, pač pa kaže tudi nekako lahko rečeva drugo plat stiske navadnih ljudi, ki so jih ta dejanja, ne, tudi povzročala. David Cipoš napoveduje celo več filmov še na to temo. Zdaj kot zgodovinar, kako pomembno se je, da to temo dobimo tudi v obliki recimo filmskega platna? Zelo pomembno. Ne? Tudi je zanimivo, da v umetnosti ni več tega.
ne, da redki so umetniki v Sloveniji, ki se dotikajo te tragedije. Ne. Ampak ta tragedija, ki je verjetno najhujša v zgodovini slovenskega naroda in slovenske nacije, da ni več tega. Ne. In zdaj, kdor se pa tega dotakne, je praviloma uspešen, ne, ker to je res taka hvaležna, v navednicah rečeno, hvaležna tema, zanimiva, intrigantna, ki ti da misliti in zato je to dobro. Ne? Dobro je tudi zato, da se uživljaš v posamezne, to je ta osebna zgodovina, ki bi jo morali bolj spodbujati, bolj raziskovati, ker eno je, ko se politiki med seboj kregajo, ne, v zgodovini. Drugo so pa zgodbe navadnih ljudi, zgodbe naših dedov in pradedov, zakaj so se znašli v eni, drugi ali tretji uniformi. Ne? In z tega stališča to ima zelo velik pomen. Ne vem, kakšen je film tako kakovostno, ker pač ga nisem še videl, pa tudi nisem strokovnjak, ampak zelo sem v bistvu hvaležen, da se je Sipoš, ki je odličen avtor, da se je lotil te teme in verjamem, da bo ta film uspešen. No, javna premiera bo to nedeljo, 3. marca na YouTube kanalu Studia Sipoš. Tino, hvala, ker si danes pokomentiral teden. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Češki parlament je zavrnil predlog uzakonitve homoseksualnih porok. Država že od leta 2006 omogoča sklenitev partnerske zveze, po novem pa tudi posvojitev, če je eden v paru biološki starš otroka. Prihodnji teden bo Državni zbor obravnaval zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. Če bo zakon sprejet, Nova Slovenija napoveduje referendum. Zakon je raztrgala tudi Zakonodajno-pravna služba. Poljska namerava zapreti svojo mejo z Ukrajino, kar bi bil boleč ukrep za obe strani. Poljski kmeti že dalj časa protestirajo proti poceni ukrajinskemu žitu, ki je pridelano po nižjih standardih in zato nelojalna konkurenca žitu, ki ga pridelajo na Poljskem. Zaradi blokad pristanišč je izvoz po celini sicer edini način, da Ukrajina izvozi svoje žito. Potem, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da ni izključeno, da bi NATO lahko v Ukrajino poslal svoje vojake, je to zavrnilo več drugih voditeljev zavezništva. Tako, pri koncu smo. Hvala, ker ste bili z nami. Še več tem in analiz lahko preberete na spletnem portalu domovina.je in v tedniku Domovina, kamor vas res lepo vabimo, da se naročite in s tem tudi podprete naše delo ter razvoj našega medija v prihodnje. No, z svežim naborom analiz tedenskega dogajanja se znova vračamo prihodnji teden z odmevom tedna, ko bo z vami Martin Nahtigal. No, mi pa se znova vidimo prihodnič. Nasvidenje do takrat.